Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Po 17 letih dela, strokovnosti in seveda velikih dosežkov se iz zdravstvenega doma poslavlja direktorica Vlasta Zupanič Domanko. Pravzaprav se odpravlja v zaslužen pokoj in zdelo se nam je prav, da se dostojno poslovimo od naše partnerice, bi lahko tako rekli, kajti veliko in zelo lepo je sodelovala tudi z domačimi mediji. Gospa Vlasta, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kako vam je pri srcu, ko se poslavljate iz Ormoža, glede na to, da ste Ptujčanka? Lep pozdrav najprej tudi vam in hvala za povabilo. Prav tako pozdravljam vse poslušalke in poslušalce. Kako vam je pri srcu, ko se poslavljate? Lahko bom rekla, da odhajam mirna, v tem smislu, da sem nekako dosegla v teh 17 letih vse nekako začrtane cilje, ki sem si jih zastavila pri vsakem mandatu, to je zdaj že 4. mandat, in z veseljem zapuščam kolektiv, ker vem, da je to zdaj mlad kolektiv, pomlajen kolektiv, sedaj je že 143 zaposlenih, tudi lahko rečem po zaslugi skupnih naših dolgoletnih prizadevanj za širitvijo dejavnosti, za čim večjim nabor zdravstvenih storitev in vem, da bo kolektiv naprej deloval tako, kot smo zastavili, da je pred kolektivom lepa prihodnost in tudi se veselim vseh naslednjih dosežkov, ki jih bojo dosegali tako na strokovni ravni, pa tudi lahko rečem vsak posameznik na svoji osebni ravni. 17 let se zdi, morda to ni tako dolga doba, ampak vseeno veliko je bilo postorjenega, ne? Zdravstveni dom Ormož je v tem času, v tem vašem obdobju postal ena moderna ustanova s široko ponudbo vseh raznih dejavnosti, ki so potrebne za občane. Kako vam je pravzaprav uspelo? Glede na to, da se v zdravstvenem domu v Ormožu pravzaprav vse dobi, no? Če tako lahko rečemo. Rekla bom tako, teh 17 let je meni osebno minilo, kot da bi bilo to 3 leta. Res bliskovito. Lahko pa rečem, da že na začetku, ko sem prišla v to ustanovo, vsekakor moraš kot direktor neke ustanove imeti neko vizijo. In jaz sem si nekako, ker sem tudi po poklicu ekonomistka, sem pogrešala javno zdravstveno mrežo, ki bi bila na lokalni skupnosti vzpostavljena, in ker tega ni bilo, sem si nekako sama zračunala to javno zdravstveno mrežo in bila presenečena, da smo bili pri vseh dejavnosti na minimumu od minimuma. Pravzaprav pod slovenskim povprečjem. In sem nekako si zastavila cilj, da bomo razvili vse dejavnosti in še jih nadgradili z novimi, ampak to je bilo leto 17 let, kako bi rekla, sistematičnega dela. Nekako sem prepričana, da moramo, predvsem kateri smo odločevalci ali odgovorni v neki ustanovi, imeti proaktivno vlogo. Ne moremo igrati neke vloge žrtve in reči, to se ne da, na sistemski ravni je to narobe. Ne. Zadeve je treba vzeti v svoje roke in tako sem tudi storila jaz, ker takšna sem po naravi. Vsako leto, ko sem dobila na mizo pogodbo strani financerja Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je nisem podpisala, ampak sem sprožila arbitražni postopek, kar mi je omogočalo način delovanja v sistemu in vsako leto smo nekako uspeli nekaj si priboriti. Seveda, ne z argumenti, z izračuni, z številkami, da smo dokazali, da si tudi naše območje, naši pacienti, naši občani zaslužijo enakovredno zdravstveno obravnavo kot v večjih mestih, kot v Ljubljani, kot v Mariboru, kot v Celju in na Ptuju.
Tako da lahko rečem, da je bilo sicer naporno poslovati v takem okolju. Včasih se arbitraža zaključila komaj konec leta in nekje novembra se je zgodilo, da sem tudi decembra podpisovala pogodbo za tekoče leto, ampak upam si reči, da se napor, trud, prizadevanja prepoznajo in da potem so tudi rezultati. Ob tej priložnosti moram poudariti, v teh letih sem zamenjala več kot 17 ministrov za zdravje, da pa je ne glede na opcijo, ki je bila takrat na oblasti, da vsi ti strokovni delavci na ministrstvu in tudi, ki so bili v arbitražnih postopkih, pa tudi sam minister, verjamem, da je prišla naša pobuda tudi do njega, so pokazali razumevanje za dvig standarda zdravstvene oskrbe tudi na ormoškem področju in smo bili vedno uspešni v teh arbitražah. Seveda, na drugi strani je bil tudi financier Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki pa nikoli ni pokazal posluha za to, tako da smo pač šli na preglasovanje. In sem ponosna na to in tudi vidim skozi to, da če se trudiš, če dokažeš, da nekaj zmoreš oziroma da si upravičen do nečesa, da se tudi da. No, rezultati, torej, če prav razumem, so torej plod skrbnega načrtovanja, najbrž pa vam je tudi to bilo v pomoč, da ste ekonomistka, ne? Verjetno ekonomist drugače gleda na vse te zadeve, za nek napredek, za inovacije ali kakorkoli že da rečem, kot recimo nek strokovni delavec, ne? Kako vi gledate pravzaprav na to? Koliko je pravzaprav prav, da je ekonomist na čelu zdravstvenega doma? Rekla bom tako, sigurno je to ena prednost, da poznaš vse te poslovne tokove, da veš, kako spremljati tudi ta finančni del, ampak rekla bi, da predvsem poslovni direktor, ne glede na to, kakšne stroke je, ta služba oziroma to delo ni delo za 8 ur ali 40 ur na teden, če si prizadeven oziroma če si želiš, da neke dosežke dosežemo, neke cilje, je treba tudi žrtvovati kaj prostega časa. In lahko rečem, da ne glede na stroko, katerikoli moj kolega je deloval na tak način kot jaz, je tudi lahko se z nekimi dosežki pohvalil. Ampak jaz bom rekla, to vlogo svojo sem videla kot poslanstvo in tudi sem nekako uspela pritegniti v ta razvoj, v ta napredek tudi celoten kolektiv, za kar sem zelo hvaležna in lahko rečem, da smo sedaj res sodobna ustanova z visoko strokovnim kadrom in tudi smo nekako prostorsko nekatere probleme rešili v preteklih letih, tudi strategija za naprej je že načrtovana za 3 leta, za 5 let, 10 let naprej, kar se tiče predvsem kadrovske projekcije, kajti moje mnenje je, da lahko neko dejavnost pelješ samo z lastnim kadrom in smo v teh preteklih letih res sistematično delali na tem, da smo pridobili lastne specialiste, lastne strokovnjake in sedaj je seveda zaveza tega kolektiva in velika odgovornost, da peljejo te zadeve tudi tako naprej, kot so začrtane. Jim zaupate? Vsekakor jim zaupam, zato sem tudi uvodoma povedala, da sem mirna, kajti v teh letih smo zrasli v en zrel kolektiv, smo dali skozi tiste začetniške težave in vsak ve na svojem področju, da je tisto njegova odgovornost, do direktorja navzgor, ki pa ima tudi svoje odgovornosti. In če vsak opravi svoj del naloge, potem uspeh ne izostane. No, predlagam, da morda spomniva, da se sprehodiva skozi vsa ta leta oziroma da se vi sprehodite, glede na to, ne, da je pač zaključek vaše aktivne delovne dobe v zdravstvenem domu. Recimo, kolikor bi se pač dalo po spominu, ne? Kako je ta napredek
šel iz leta v leto? Recimo, ko ste prišli v Ormožu zdravstveni dom, čega ste se najprej lotili? Ja, glejte, najprej seveda lahko rečem, da sem prišla kar v eno zelo neugodno situacijo. Še zdaj se tega spomnim, 1. februarja 2006 sem nastopila ta položaj, čez 15 dni pa sem dobila na mizo pobudo izmed 15 zdravnikov in zobozdravnikov, jih je 12 dalo pobudo za odhod v koncesijo. Seveda sem se prvo vprašala, kam pa sem prišla, kaj se ta zdravstveni dom razpada. Že takrat sem vedela, zdravstveni dom sicer so nosilci zdravniki in zobozdravniki, ampak to še ogromno drugih dejavnosti, od laboratorijske službe, patronažne, fizioterapije, specialistik, da ne rečem tudi drugih dejavnosti. In takrat sem zaznala tudi en strah pri ostalih zaposlenih, in sicer kakšna bo njihova prihodnost. In vsekakor sem si zadala nalogo, da poskrbim za zaposlena, za celoten kolektiv, pa tudi čutila sem težo odgovornosti do naših pacientov, do naših uporabnikov. In takrat smo seveda imeli kar veliko sej, sestankov, tisto leto, leta 2007, je tudi prišlo novo vodstvo na strani občine, je zasedel položaj župan gospod Sok. In moram reči, da v tem letu, ta prvem, smo nekako toliko stabilizirali poslovanje, tudi da so ljudje videli, da je prihodnost v našem kolektivu, da se potem ta želja za odhod v koncesijo praktično razpolovila. In tako 2007. Je potem dejansko šlo v koncesijo 3 zdravniki v splošni medicini in 3 v zobozdravstvu. Za mene je to bil že velik uspeh. Takrat smo iz 84 zaposlenih padli na 64 zaposlenih, seveda, ker so šli za temi zdravniki, nosilci tudi medicinske sestre. Ampak že isto leto smo dobili širitev enega tima zobozdravstva, enega tima splošne medicine, tako da smo že leto zaključili za 68 zaposlenih. Kot sem pa rekla uvodoma, nas je zdaj že 143 zaposlenih, torej smo že kar prerasli tiste prvotne okvire ob mojem prihodu. Seveda, kot sem povedala že predhodno, sem menila, da moramo na vseh področjih dvigniti strokovno raven. Zavedala sem se, da z premajhnimi programi, z nosilci, ki so mogoče preobremenjeni, sploh v splošni medicini in zobozdravstvu, da se ne moremo pogovarjati o neki strokovnosti, da moramo iz kvantitete preiti na kvalitativni nivo. In to pomeni samo več zdravnikov, več zobozdravnikov, več drugih specialistov, drugih dejavnosti. In to sistematično delo je pripeljalo v vseh teh letih, lahko strnem, da smo mrežo razširili za javno zdravstveno mrežo, vključno z koncesionarji, tudi za 2 zdravnika splošne medicine. Prav tako smo zobozdravstvo, imamo 5 zobozdravnikov za odrasle, pokrivamo tudi obe zunanji ambulanti pri Središču ob Dravi, potem pri Svetem Tomažu, tako kot na osnovni lokaciji. Potem smo v teh letih uspeli si sami specializirati specialistko z področja ortodontije, ki tudi dela sedaj na tem področju. Ravno kar letos je zaključila specializacijo naša specializantka z področja pedontologije in pričela z delom. Potem smo nekako tudi uspeli z nadomestnimi specializacijami tudi na področju ginekologije, tako da tudi imamo specializantko z tega področja. Vsekakor sem pa se zavedala, da zdravniki rabijo tudi diagnostiko in seveda hitro lahko ukrepajo, če imajo hitro izvide in pravzaprav, da približamo potem tudi našim občanom tudi določeno specialistiko, da ne rabijo zaradi tega na Ptuj ali v Maribor ali v Mursko Soboto. Tako da smo v teh letih
spostavili ultrazvočno dejavnost na področju pediatrije, ginekologije, ultrazvok abdomna, ultrazvok srca. Prav tako smo iz samoplačniške rentgenske dejavnosti smo spostavili dejavnost po pogodbi z ZZZS-jem, in sicer imamo tam zaposlena 2 inženirja radiologije, tako da smo res skrajšali čakalne dobe, smo dostopnost povečali. Prav tako smo potem pridobili novo dejavnost okulistike in tudi tu lahko povem z veseljem, da imamo svojo specializantko z področja okulistike, tako da še tu nekako možen napredek v smislu dopolnitve, ko zaključi specializacijo dopolnjenega tima te dejavnosti. Obdržali oziroma posodobili smo dejavnost oralne ambulante, tudi da je nova specialistka, ki pokriva to področje, pulmološka dejavnost deluje. Ob tem pa smo nekako tudi laboratorijsko diagnostiko vzpostavili po standardih za to področje delovanja, tudi licence obnavljali. Prav tako smo potem širili tudi druga področja, to je recimo področje fizioterapije, tako da smo v Ormožu razširili fizioterapijo za en tim, lani potem tudi v enoti pri Svetem Tomažu za en tim fizioterapije. Nekako smo potem tudi širili patronažno službo in seveda najbolj ponosna sem tudi, da smo uspeli urediti področje pediatrije. Kot veste, sem vas v preteklosti seznanjali, da imamo že pediatra, ki bi se moral upokojiti, in res sem hvaležna dr. Dušanu Kolariču, da je še nekako potegnil čez oziroma še delal tudi, ko je imel pogoje za upokojitev, da smo končno dobili prvo specialistko z področja pediatrije, kateri se tudi lani pridružila še dodatna specialistka iz področja pediatrije in razvojne ambulante. Tako da smo tudi v teh letih vzpostavili razvojno ambulanto. Prav tako smo vzpostavili, za pediatrijo lahko rečem, da smo še imamo eno specializantko na specializaciji, tako da je to nadomestna specializacija. Kar sem pa zdaj na koncu najbolj ponosna, pa je tudi, da smo uspeli preventivno dejavnost vzpostaviti kot en del redne dejavnosti, kjer je timska obravnava. Tako smo izkoristili priložnost preko evropskega projekta pred nekaj leti, da smo vzpostavili center za krepitev zdravja, ki je sedaj del rednega programa po pogodbi z ZZZS-jem, in tu je multidisciplinarni tim v sestavi diplomirane sestre, dietetičarke, kineziologa, fizioterapevta, tudi pediatri se vključujejo za zdravljenje debelosti, družinski zdravniki. Tako da ta center, ta preventivna dejavnost, jaz lahko rečem, da sem po duši, kljub temu, da sem ekonomistka, preventivka, rečem, da bolje je nekako poskrbeti za svoje zdravje, še ko si aktiven, ko si še zdrav, kot pa potem, ko te že zdravje zapušča in si potem odvisen od raznih terapij in zdravil in zdravljenja po bolnišnicah tudi. Prav tako pa se je pokazalo v zadnjem času tudi nekako tudi vizionarsko, da smo bili med prvimi, ki smo vstopili v mrežo centrov za duševno zdravje odraslih ter otrok in mladostnikov. Te multidisciplinarne time smo vzpostavljali pred 3 leti in 2 in lahko rečem, da skozi to smo tudi zaposlili ogromno kadra, to je 29 dodatno zaposlenih strokovnjakov, tako imamo 2 psihiatra v okviru Centra za duševno zdravje, diplomirane medicinske sestre, ogromno psihologov, klinične psihologe. Ko sem jaz prišla, smo imeli zunanjega sodelavca z področja klinične psihologije, sedaj smo mi zdravstveni dom poslali 4 na specializacijo iz klinične psihologije.
enega smo dobili iz mreže, tako da imamo zdaj že nekje 10 psihologov oziroma kliničnih psihologov. Prav tako imamo v okviru teh centrov dva delovna terapeuta, potem nevrofizioterapevtko v okviru razvojne ambulante, socialne delavce, ki jih zdravstveni dom ni poznal, ker ti multidisciplinarni timi stopajo do ranljivih skupin, preko skupnostne obravnave tudi pridajo na dom in pomagajo pacientom, da nekako lahko se zdravijo na področju duševnega zdravja. To je nekako nizkopražni preventivni program, da se preprečijo večji zapleti, tudi hospitalizacije in lahko rečem, da ti centri so presegli naše področje ormoško, kajti preko teh centrov vstopamo tudi na lendavsko in ljutomersko območje. Seveda še bilo mnogo drugega, lahko pa rečem res največje bogatstvo vsake ustanove je kader. Kaj nam bojo zidovi, kaj nam bo oprema, če nimamo specialistov, strokovnjakov, ki nudijo te zdravstvene usluge, te storitve in tega sem vesela, to ostane, to je vaše, to je za nas uporabnike, za paciente, občane. In lahko rečem, da je nekako ravno to, kar sem si nekako zastavila, začrtano, izpolnjeno. In sem res ponosna na ta kolektiv, lahko rečem, da v strokovnem smislu ima veliko ugled v slovenskem prostoru, prav tako pa tudi v poslovnem smislu imamo veliko prijateljev, sodelujemo med sabo, si izmenjujemo izkušnje in smo že marsikje tudi primer dobre prakse. No, dovolite, morda mimogrede, bi nam lahko predstavili ta center, torej za duševno zdravje, regijski v bistvu, ne? Tako. Center za krepitev zdravja smo pred kratkim tudi na naši televiziji na široko predstavili, ampak morda je sedaj priložnost, da čemu služi torej, kakšne dejavnosti ponuja torej Center za duševno zdravje? Z veseljem. Glejte, ta Center za duševno zdravje je organiziran na ambulantni način in tudi kot skupnostna za delo na terenu. V ta naš Center za duševno zdravje lahko pride kdorkoli, tudi brez napotnice. Tako da poišče kontakt na spletni strani zdravstvenega doma, pokliče in se potem najavi. In potem seveda lahko tudi dobi napotitev strani zdravnika splošne medicine. Včasih se lahko zgodi, da tudi v okviru Centra za krepitev zdravja psihologinja ugotovi, da bi pa bila obravnava potrebna v okviru Centra za duševno zdravje in tudi lahko napoti. Napotijo lahko patronažne medicinske sestre, ko pridejo na dom, pa vidijo, da je mogoče kdo potreben, tudi takšne tovrstne obravnave. Zato so tudi del tega tima. Tako da pacient pa lahko tudi sam oziroma njegovi svojci pokličejo, se najavijo, potem se opravi triaža, se ugotovi, kakšna vrsta obravnave je potrebna, ali pri psihiatrinji, ali mogoče pri psihologinji, klinični psihologinji. Potem pa se nekako oni timsko na svojih sestankih dogovorijo o vsakem pacientu, ali je potrebna obravnava potem tudi na domu. Recimo nekateri pacienti jemljejo tudi zdravila, pa rabijo nekako pomoč medicinskega osebja, da to terapijo pravilno jemljejo. In seveda tu je tudi dragocena pomoč strani drugih strokovnjakov, recimo nekateri živijo v enem takem okolju ali si niso sposobni sami organizirati svojega okolja, recimo da je nevarno za njih, za starejše mogoče tudi, da se jim organizira, kako bi si pohištvo razporedili, recimo, se veste, tveganje padcev je tudi, recimo tudi ti tepihi so včasih ogrožajo starejše, ne, in seveda so tudi v obravnavo, vedno več je tudi težav na področju demence in tudi
ta del pokriva naš center za duševno zdravje, da stestirajo, da vidijo, če treba potem tudi kako terapijo uvesti. Velikokrat pa živijo naši pacienti, uporabniki tudi v težkih socialnih razmerah in tu seveda nastopijo tudi naše socialne delavke, ki potem stopijo v kontakt z centrom za socialno delo, z svojci, tudi z lokalno skupnostjo. Včasih je vključen tudi župan v reševanje kakšne problematike glede bivanja, namestitve. Tako da res je to ena timska obravnava, ki je dragocena, in bom zelo vesela, če bojo tudi naši uporabniki to prepoznali in tudi nekako se, ko začutijo stisko, tudi poiskali pomoč. Ja, fino. Dobro, da ste to povedali, toliko, da se ve, ne? Ker se mi zdi, da ni ravno še ta center za duševno zdravje, ne vem kako popularen, ne? Verjetno še ljudje ne vedo ravno za to. Glejte, ravno zdaj se je opazilo v teh časih korone, da so ljudje v stiski. Takrat se je najbolj pokazalo, kako so ti centri še kako dragoceni, da so ljudje v stiski, da lahko pokličejo, da si poiščejo pomoč. Prav tako tudi zdaj v času po koroni. Zlasti opažajo tudi v teh centrih za duševno zdravje otrok in mladostnikov, stiske otrok. Glejte, ti ukrepi, ti zaščitni ukrepi, recimo, da otroci niso mogli v šolo, da so bili na daljavo, je pustilo neke posledice na naših otrocih, žal. In nekako so bili, niso imeli možnosti druženja, medvrstniškega prijateljevanja. Ta izoliranost je prinesla neke posledice. Mogoče so potem tudi bila previsoka pričakovanja in so mladi v stiski in lahko povem, koliko mi naši strokovnjaki povejo, da je tega vedno več. In imamo tudi recimo to srečo, da imamo to razvojno ambulanto. Lahko rečem, da smo zelo s težavo to razvojno ambulanto vzpostavili. Več kot pol leta sem iskala specialista, pediatra razvojnega, zunanjega, ker takrat še nismo imeli lastnega, da je bil pripravljen priti v našo razvojno ambulanto. So mi odklonili in na Ptuju in v Mariboru in potem nam je doktor Kodeličeva iz Slovenske Bistrice priskočila na pomoč do zaključka naše specializacije, naše specializantke. In nekateri otroci seveda rabijo, ker imajo motnje v razvoju, celo življenje pomoč, to se pravi, začnejo v razvojni ambulanti, če je pripoznano, potem tudi nadaljujejo v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov in potem imajo možnost tudi v ta center za duševno zdravje odrasli. Tako da dejansko je zelo pomembno, da imamo vse te dejavnosti. Naši pediatri so zelo veseli, da lahko napotujejo, da lahko pomagajo staršem in njihovim otrokom na tak način, da rešujejo stiske, ki se pač pri posameznikih pojavijo. Ne samo kadrovsko, torej Zdravstveni dom Ormož je napredoval tudi v objektih, tudi dograjenega je bilo marsikaj, ne? Tako da je dejansko Zdravstveni dom Ormož sedaj eno tako lepo, moderno poslopje. V pričakovanju je torej, da se bo torej sosednja vila tudi uredila s parkirnimi prostori, ne? Je bilo kar težav, ne? Tudi to je še potrebno rešiti, ne? Kakšni so načrti v tej smeri? Tako je. Lahko rečem, da s prostorsko problematiko sem se srečala že v mojem prihodu. In takrat smo se 10 let pogovarjali o teh načrtih, drugih načrtih, vse je padlo v vodo. Najprej je bilo v planu, da bi porušili objekt starega rentgena in tam postavili novo gradnjo. In so bili zapleti. Se veste, zdravstveni dom je zelo utesnjen na tej lokaciji, imamo tudi, smo sosede recimo tudi, ki so zasebniki, na drugi strani je center dom upokojencev. V glavnem, težko se širimo,
In zato smo nekako po dolgoletnih načrtovanjih prišli do rešitve, da edino, da potem srednji trakt preuredimo, da porušimo stopnišče, naredimo na novo tudi dvigalo, da dogradimo zdravstveni dom nad srednjim traktom, kar smo tudi naredili, kamor smo umestili potem otroški in šolski dispanzer, potem tudi center za krepitev zdravja, ki smo ga ravno v tistem času pridobivali, in nekako smo naredili prizidek do splošnih ambulant, kjer je sedaj spodaj urgentna služba. V teh spodnjih prostorih bivših otroškega in šolskega dispanzerja pa smo začasno namestili center za duševno zdravje odraslih, ta ambulantni del, v objekt starega rentgena skupnostno obravnavo v okviru tega centra za duševno zdravje. Prav tako smo pa potem tudi eno leto nazaj vzpostavili, ker smo nekako izšolali svojega specialista medicine dela, prometa in športa, tudi dejavnost medicine dela in športa, ki je v prostorih bivšega šolskega dispanzerja v Pritličju. Na levi strani trakta pa smo umestili specialistične ambulante in seveda del psiholoških ambulant v okviru centra za duševno zdravje odraslih. Tako da te namestitve v Pritličju so začasne in smo se soočali kljub novogradnji, ki smo jo v 2018 zaključili, da še smo vedno prostorsko utesnjeni. Zato, ker smo se tako pospešeno širili tudi v preteklih 3 letih, tako da smo nekako videli priložnost, da razširimo se lahko samo tako, da iščemo priložnost nakupu bližnjih nepremičnin. Najprej smo imeli tudi varianto, da bi preuredili center za duševno zdravje odraslih v stari policijski postaji. Tam smo že imeli idejne zasnove, projektne, ampak bi sama investicija znesla 1 milijon evrov, kar je bilo preveč, ker smo že tako ali tako že v sklopu novogradnje najeli kredit dolgoročni za 1,5 milijona evrov, da smo lahko sploh sfinancirali to novogradnjo, ki smo jo zaključili 3 leta nazaj ali 4 leta je zdaj že temu. In tako smo nekako si zadali strateške namere, ker smo slišali, da se ta vila strani upnikov bo dala v prodajo, ker tu je bilo za 700 000 upnikov prijavljenih da se poplačajo preko te dražbe. Smo seveda dali v strateške namere srednjeročne do leta 2021-2023 odkup te vile. Prav tako smo tudi za namen razrešitve stiske garaž, objekta za reševalna vozila tudi dali v plan odkup sosednje nepremičnine ob Ptujski cesti, kjer bi lahko zgradili garaže in novo urgentno pot. Prav tako pa smo v bivših prostorih centra za socialno delo, kjer smo bili začasno takrat nameščeni v okviru novogradnje, nekako uspeli z idejo, da smo iz države prenesli na lokalno skupnost ta objekt, to je bil brezplačni prenos in seveda nam je ta objekt potem dala občina tudi v uporabo. In tam imamo zdaj ravno razvojno ambulanto in center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V okviru teh strateških usmeritev smo si pa dali tudi nalogo, da odkupimo tam čez v mansardi stanovanje od zasebnika in ta nakup nam je uspel v lanskem letu, tako da zdaj že v letošnjem letu pospešeno adaptiramo to stanovanje za zdravstvene namene. Kajti sedaj prihajajo, ker imamo mlad kolektiv in seveda veliko imamo teh porodnih dopustov, česar smo tudi veseli, ne, da omogočamo tudi materinstvo našim zaposlenim, ampak se vračajo sedaj psihologinja, logopedinja, socialna delavka in seveda nimamo prostorov, kam jih umestiti, tako da zdaj kar hitimo, da ko pridejo v poletnih mesecih, da bodo tudi prostori za njih pripravljeni. No in seveda v tej vili, ki smo pa jo potem uspeli kupiti preko e-dražbe,
Bi pa namestili center za duševno zdravje odraslih, potem bi tudi skupnostno obravnavo, tako da bi bili v enem objektu, če bo kaj prostora, še mogoče patronažno službo. In seveda bi potem v teh prostorih spodnjih srednjega trakta potem te prostore nekako uspeli adaptirati za bodoči satelitski urgentni center, kajti da lahko pridobimo status tega centra, moramo zagotoviti dodatne prostore za opazovalnico, triažo in tako naprej, tako da bi nekako zaokrožili ta del, da bi lahko urgentna dejavnost potem tudi naredili nadgradnjo, seveda tudi z ustreznimi prostorskimi pogoji. Upam si trditi, da smo imeli srečo, da smo naredili ta nakup, kajti kako bi rekla, zemljišče, tudi ne sam objekt je zelo dragocen za prihodnji razvoj zdravstvenega doma, zato me žalosti, da bivši lastniki z raznimi sodnimi postopki zavlačujejo in nam onemogočajo, da bi lahko v te prostore dobili v fizično posest. Čeprav smo že lastniki, tudi v mesecu januarju smo tudi vpisani v zemljiško knjigo kot lastniki. Še bolj dragoceno je tudi zemlja okrog te hiše oziroma potem tudi na naši strani, kajti ti bivši lastniki nas že 12 let ovirajo pri tem, da bi razširili naša parkirišča. Da bi lahko to težko prostorsko stisko oziroma problem parkiranja dokončno uredili. Tako da čakamo, da se zaključijo ti sodni postopki. Lahko rečem, da ne smemo biti tako nezadovoljni. Še lani, meseca avgusta je bilo 11 odprtih zadev preko sodišč in raznih teh organov, sedaj so še samo 3. In peljemo v zaključku, ampak moram žal povedati, da se bo mogla zgoditi prisilna izterjava, deložacija, tako da še bo verjetno tudi medijsko to podprto, ker v tej nepremičnini še živi ena oseba, seveda brez našega soglasja. Ampak to je na strani verjetno tudi teh socialnih služb, da ta problem rešijo, kar mi pozivamo, tudi smo prosili župana, da se vključi v to, kajti predolgo vse to skupaj traja, zdaj že drugo leto in res nam je onemogočen razvoj. Kot veste, so nam tudi glede urgentne službe so bile neka šušljanja oziroma informacija, da bo tu nekakšna reorganizacija se zgodila, k sreči se ni, kajti vse skozi sem v kontaktu z ministrstvom in povem, da imamo in strokovne, in kadrovske, in prostorske pogoje za satelitski urgentni center. Tako da ta moja obveza je bila še vedno, da to omogočimo našemu ormoškemu območju, tako kot smo se zavezali preko peticije leta 2015, ko smo dobili podporo tudi občanov za ohranitev nujne medicinske pomoči na našem območju. To pomeni, da urgenca torej ostane v Ormožu. Da ni bojazni. Vsekakor, in to je zaveza tudi novega vodstva, da bo na tem bdelo in to argumentiralo in dokazovalo, da smo upravičeni do urgentne službe na našem območju, ne pa kje na kakšnem drugem oddaljenem območju ali pa celo na Ptuju, kajti sigurno bi bilo nekaj korakov nazaj narejeni. No, preden se posloviva, še eno vprašanje, kar se tiče te vile nesrečne, pravzaprav ne lahko rečemo. Načrti torej za rekonstrukcijo, za adaptacijo že obstajajo, kako daleč ste s tem in verjetno bo to kar zalogaj, ne, da se ta vila torej adaptira oziroma... Glejte, idejna zasnova že je, to je nekje okrog 500 kvadratnih metrov, potem je tudi idejna zasnova več zasnov, recimo ali parkirišče v naravi, ali mogoče garažna hiša v eni etaži ali v 2 etažah. V glavnem,
Odvisno potem tudi od finančnih sredstev oziroma od te finančne konstrukcije, tako da ti izračuni so tudi finančni, tudi projekti so narejeni, umeščeni v prostorski plan, tako da edino moramo vilo dobiti v posest, da jo potem tudi priredimo za zdravstvene namene. Jaz sem nekako verjela, da bo do mojega odhoda se nekako uspelo pridobiti to nepremičnino v posest, ampak žal so se postopki zavlekli. Nekako pa verjamem, da se bo to zgodilo tekom letošnjega leta. In tako kot sem rekla že v pogovoru, seveda so te investicijske namere začrtane, tako da bo novo vodstvo nadaljevalo z temi načrti in jih tudi nekako realiziralo, del smo jih že. Lahko rečem, da večji delež je ta, da smo sploh nepremičnino pridobili, da sploh imaš se kam širiti, ne. V nadaljevanju pa je potem tista sladka radost, da potem tudi te nepremičnine usposobiš, pripraviš za zdravstveno dejavnost. No, temelji so postavljeni v vsakem Tako. primeru, ne? Kaj pa boste počeli v penziji? Bom rekla, da sem takšna oseba po naravi, da mi ni nikoli dolg čas. Moja največja težava je pomanjkanje časa, ne. Tako da sem marsikaj odlagala v tem času. Jaz sem si ta odhod planirala že 2 leti. Lahko rečem, da sem že kot mlada, lahko povem, vložila denar, ki sem ga imela takrat na razpolago v odkup študijskih let. In se so ta študijska leta mi tudi upoštevajo sedaj, tako da imam pogoje polne za penzijo 30. aprila letošnjega leta. In sem ta svoj odhod, ker se mi zdelo tudi pošteno, pravočasno napovedala že lani januarja našemu županu ormoške občine, tako da je bilo vse načrtovano. Tudi meseca maja lanskem letu sem svojim zaposlenim povedala, da odhajam, ker sem želela, da ta prehod mehek, da ni nič to narobe, se pač zamenja samo načelo ustanove, kolektiv deluje po službah, dejavnosti preko vodij služb, tako da sem vesela, da sedaj imamo direktorja, v.d. direktorja, ki je iz našega kolektiva, ga poznam, vem, da je potencial, da se bo tako potrudil isto kot jaz in je sprejel to vodenje kot izziv in mu želim vse dobro na tej poti, da se nadaljuje. In kako bi rekla, sedaj še nekako nimam pravih občutkov, ker do 30. aprila še čutim odgovornost kot direktorica. Pa če sem na dopustu ali pa tukaj prisotna, čutim to odgovornost. Vsekakor bom se sprostila, ko bo prišel 1. maj. Takrat 30. aprila imam tudi osebni praznik, ki ga bom proslavila v krogu najdražjih. Potem pa imam veliko interesov. Že zdaj sem gojila nekako ob tem psihičnih naporih, sem vedno rada delala na vrtu, tako da že nekako 12 let imamo v Halozah na Belskem vrhu v Zavrču vikend smo si kupili. To je celo posestvo, ne, takrat, ko smo kupovali, sem mislila, ja, to je vikend pa malo okolice. Ja, pa potem še zraven vinograd, 250 trsov, pa še vrt, pa še del gozda. In lahko rečem, da tam uživam že vse skozi. Vsaki vikend smo tam si napolnim, kot se reče po domače, baterije, pridem do dodatne energije v stiku z naravo. Lahko sem in ure zunaj, da delam na vrtu v vinogradu. In to mi je res veliko veselje, dokler mi bo zdravje dopuščalo. Pa tudi je bilo nekako poučno za odraščajoče sine, da so nekaj delali, kosili, pomagali. Tako da jaz rečem, to je dobra naložba, tudi starši so mi to dali, te vrednote, delovne vrednote. Prav tako lahko rečem, da zelo rada kuham,
tako da se že veselim, da bom tudi imela zdaj končno čas, da pečem kakšen domači kruh z drožmi. Mi je že naša zdravnica ena obljubila, da mi bo drožji prinesla. Prav tako zelo rada pojem, tako da mogoče se pa kam vključim. Svoj čas sem bila v otroškem pevskem zboru v glasbeni šoli, potem v osnovni šoli, potem pa je zmanjkalo časa za take aktivnosti. Vsekakor imam rada umetnost, lepoto, tako da mogoče tudi za kakšen obisk kakega gledališke predstave bo čas končno, pa potem za kakšno razstavo slik. V glavnem, veselim se tega obdobja, da bom več časa imela zase. Tudi vsekakor bom bolj telesno aktivna, sedaj je bila nuja, nekako 10 let sem to nordijsko hojo gojila, zato ker je se potrebno gibati. In vsekakor menim, če sem na čelu zdravstvene ustanove, moram tudi svojim zgledom dati in zaposlenim in občanom tudi zgled, da si v dobri psihofizični kondiciji. In seveda ta skrb še velja tudi naprej. Tako da želje ogromno, vsekakor imam željo tudi, da z možem raziščemo Slovenijo, mogoče tudi kakšna Jakobova pot, da jo naredimo po etapah, kajti menim, da je Slovenija lepa, nekako me ne vleče nekam v tujino, na neka potovanja, kajti včasih opaziš, greš malo nekaj kilometrov stran iz svojega domačega kraja, ki si prvič v življenju v njem in vidiš, kako je lep, ne? In kako so vse posod prijazni ljudje, tako da res se veselim tega obdobja, tudi da bo več časa za prijatelje, za družino, se že veselijo tega druženja, klepeta ob kavi. Ja, lepo je oziroma lepo bo, glede na to, da ste še dovolj mladi, ne, da boste torej lahko izpolnili vsa svoja pričakovanja in želje. Gospa Vlasta, iskrena hvala za čas, ki ste ga danes odmerili, za torej slovo pravzaprav, ne, od vseh naših ne samo gledalk in gledalcev, pač pravzaprav tudi od občank in občanov. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in še enkrat čestitke za vse narejeno v Ormožu, v Ormoškem zdravstvenem domu. Verjamem torej, da vam bo lepo in da lahko z zadovoljstvom torej in mirno odidete. Hvala lepa vam za lepe želje. Tudi jaz bi se ob tej priložnosti zahvalila vam, kabelski televiziji in drugim lokalnim medijem za korektno poročanje, da ste nas spremljali, da ste se odzvali ob naših aktivnostih, ob dnevu odprtih vrat, ob kakšnih novostih, da ste seznanjali občane, kajti konec koncev, če o tem niso seznanjeni, potem niti ne morejo koristiti teh naših novih pridobitev. Lahko rečem, da odhajam z dobrimi občutki, ni mi žal niti za minuto, vredno je bilo za vse. Lahko rečem, da odhajam bogatejša, da sem v tem času v delu z ljudmi veliko pridobila, tudi osebno zrastla. Veste, rastemo ne ko nam je vsem lepo, pa se imamo radi, ampak takrat, ko so težave in ko jih premagaš, ko na tej poti dobiš mnogo pomoči, sodelavcev, potem je to vredno. In ob tem se zahvaljujem tudi našim občanom in občankam, da so nam stali ob strani ob težkih trenutkih. Težki trenutki so pa bili takrat, ko nismo imeli dovolj zdravnikov, ko je bilo pomanjkanje kadra, ko smo bili težje dostopni. Zato sem vesela, da so sedaj ti koronski časi mimo, da imamo spet osebni stik, da se ni treba po telefonu najavljati. Verjemite mi, da sem komaj čakala, pa tudi naši zdravniki, da imajo spet neposredni kontakt, da lahko pomagajo, kajti najbolj šteje neposredni stik. In naj tako ostane, želim veliko zdravja, pa potem tudi, ko boste pa rabili pomoč, je naš kolektiv na razpolago. Ponosna sem na svoje sodelavce in verjamem v njih, da bodo tudi še naprej izpolnjevali svoje poslanstvo. Ob tej priložnosti bi želela lepe praznike v krogu najdražjih, veselo pisanko in vse dobro za naprej. Hvala. Srečno. Srečno.
Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Vlasta Zupanič Domajnko je bila danes z nami, direktorica zdravstvenega doma Ormož v odhodu. Veliko koristnega smo slišali, prehodili na nek način, torej 17 let dolgo pot in verjamem, da je bilo dejansko veliko postorjenega. Rezultati so tukaj in v Ormožu bodo ostali. Hvala za pozornost, pa se vidimo prihodnji ponedeljek. Srečno!